Vsi prav lepo pozdravljeni na okrogli mizi ob zidu knjige, najnovejše knjige profesorja dr. Jožefa Muhoviča s pomenljivim negropontijevskim naslovom Vidno in nevidno, s podnaslovom Uvod v formalno likovno analizo, teorija, primeri in metode. Kot je bilo že omenjeno, bomo z vami, jaz sem Juri Selan, poučujem likovno teorijo na pedagoški fakulteti, bil sem od profesora Muhoviča študent, doktorski študent, tako da bom v svojem, tudi kako bi rekel, anekdotično bakal svoje razmišljanje. Potem je z nami profesor Četomir Frelih, on je tudi moj kolega z pedagoške fakultete, predstojnik oddelka za likovno pedagogiko, sicer pa grafik in zelo, kako sem rekel, moder človek glede tudi teoretskih zadev, čeprav si sam ne bi rekel, da je teoretika. In bo predvidevam razpravo predvsem v smeru v likovno-pedagoške, likovno-didaktične vode, profesor Muhovič in profesor Dejan Panel, ki ga se vsi dobro poznate, znani eminentni slovenski filozof in hermeneutik, in bo nekako razvil, predvidevam, te širše humanistične vidike knjiga profesorja Muhoviča. Zdaj, jaz bi uvodoma nekako anekdotično nekoliko začel. Torej, kot sem omenil, sem bil od profesorja Muhoviča študent, tako na dodiplomski kot na prediplomski stopnji, torej pri njemu sem doktoriral in potem nekako tudi na njegovo pobudo začel z likovno teorijo se pedagoško obvestovati na univerzitetni ravni. Ravno na povabilo profesorja Muhoviča sem namreč nekako predstavil na pedagoški fakulteti delni krila za to, da bi profesor Frelih, ki je bil takrat tudi predstojnik oddelka in je profesorja Muhoviča pozval, če ima kakšnega kolega, ki bi lahko to prevzel, in sem jaz nekako se znajdu potem v teh vodah. Zdaj, zakaj to izpostavljam? Zato, ker se ta moja, rekel, osebna pot zelo nekako zanimivo zrcali ravno v odnosu do tele najnovejše knjige profesorja Muhoviča. Torej, moj prvi stik z likovno teorijo sega že v predakademijske čase, ko sem se kot tečajnik udeležil, to je bilo verjetno še konec osnovne šole, pa začetku srednje šole, udeležil tečajev za risanje na akademiji za likovno umetnost, in takrat so te tečaje vodili študenti, običajno absolventi. Uvodno predavanje je pa takrat vedno imel nek profesor. In jaz se spomnim, takrat nisem seveda še v likovni teoriji ničesar vedno rekel profesor Muhoviča, ampak se zdaj, ko nazaj to reflektiram, se spomnim, da je isto predavanje takrat imel ravno profesor Muhovič. In na naslov predavanja je bil gledati in videti, kako je tudi naslov enega izmed poglavij v tej knjigi. No in iz tistega predavanja se jaz spomnim, da je, ali pa zdaj, ko reflektiram to nazaj, se spomnim, da je profesor Muhovič isto predavanje začel z slavnim citatom Ludviga Wittgensteina iz njegovega filozofsko-logičnega traktata Dejstva so dana nalogo in rešitev. In tudi to je eno izmed poglavij v tem najnovejši knjigi. No in v tistem uvodnem predavanju Gledati in videti je profesor Muhovič, torej s tem Wittgensteinovim citatom, skušal nas tečajnike nekako upeljati v to, da je seveda potrebno likovna dela znati brati. Da jih je znati treba gledati, da bi jih lahko na ustrezen način videli, oziroma nam je poskušal nekako predočati, kako moramo likovna dela gledati, da jih lahko ustrezno vidimo. No in ena izmed izkušenj, ki jo je poskušal profesor Muhovič tekom tega predavanja, kako naš tečajnike z njo soočiti, je bila ta, da nam je dal za nalogo, da rekonstruiramo Ešerjevo grafiko Ribe ptiče. In to je tudi eden izmed primerov v knjigi. In seveda mi,
tečajniki smo se pri tem zelo lomili nekako, ne. Osredotočali smo se na same podobe, ki so narisane, ne, in smo jih poskušali nekako skupaj sestaviti. Seveda niti pomislili pa nismo takrat, da bi mogli nekako odkriti globinsko kompozicijsko strukturo, ki ureja odnose med temi oblikami in šele na to, potem na to naknadno, na to urisati recimo strukturo teh ptičev. In seveda, ko smo se nekako skozi to prebijali, skozi to lomili in preizkušali, profesor je med nami takole na vhodu, je gledal, no, in potem, ko je videl, da nekako bomo počasi že upali, je nekako razkril, ne, to zdaj tisto skrivnost, torej to globinsko kompozicijsko strukturo, ki podlaga to Escherjevo grafiko. No in na osnovi tega smo mi kot tečajniki doživeli tisto, kar se v bistvu v pedagoškem smislu vsi pedagogi vedno želimo, ne, neko izkušnjo, torej nekako se nam je razkrilo, nekaj več je potrebno videti, da lahko na ustrezen način razumemo likovno telo. Na osnovi tega je potem profesor nizal različne analitične primere, skozi katere nam je pač na različnih slogovnih primerih iz zgodovine umetnosti ponazarjal to razliko med gledati in. Ko sem potem kot Bruc prišel na akademijo, sem se s tem predavanjem še enkrat srečal, namreč to tudi prvo uvodno predavanje, vsaj bilo je takrat, mislim, da predvidevam, da je podobno še danes, ali profesora Muhoviča za študente prvega letnika na Akademiji za likovno umetnost. In nekako sem takrat potem ponovno nekako seveda podoživel to svojo takratno izkušnjo. Tisto, kar bi zdaj želel v odnosu do tega kot bistveno izpostaviti in kar se mi zdi nekako ključno pri tej knjigi, je pa naslednje. Torej, ta knjiga seveda ni zdaj nekako nastala kar tako čez noč, ne, na hitro, ampak je v bistvu plod dolgoletnih pedagoških izkušenj profesora Muhoviča. Torej, profesor Muhovič je pred 4 leti izdal ta monumentalni leksikon likovne teorije. In zdaj bi lahko nekako to knjigo v odnosu do tega leksikona opredelil na naslednji način. Torej, če predstavlja leksikon neko zelo bogato vsebino, ki jo pokriva likovno-teoretsko področje, nam razkriva ta njegova knjiga, kako vsebina iz leksikona postaja pedagoško operativna. Torej, kako naj se prenesejo v raven konkretne likovne hermeneutike. No, skratka, v tem smislu vidim nekako širšo aktualnost tele knjige vidno in nevidno, čeprav je seveda knjiga v prvi vrsti namenjena na strokovnim brancem, študentov likovne umetnosti, likovne pedagogike in raziskovalcem na področju likovne umetnosti, ampak ima tudi to širšo razsežnost, ne, lahko nagovorim vsakega branca, ravno skozi to svojo pedagoško moč, ne, ki smo mi, takrat, ko smo se prvič srečali z likovno teorijo in tudi začutili predavanje. Torej, jaz bi strnil v bistvu vsebino, metodo te knjige na ta način, da gre tukaj za Muhovičevo pedagoško metodo, ki jo on uporablja pri svojem pedagoškem delu in v bistvu je to nekako zapušča zdaj ta metoda formalne likovne analize okvire inštitucije, akademije in postaja nekako na voljo širši javnosti. Zdaj, morda kaj v samih vsebinskih vidikih ali pa teoretskih vidikih bomo o tem še kakšno besedo rekel v nadaljevanju. Zdaj, ko morda, glede na to, da sem se nekako navezal na javnost, ki je knjiga namenjena, bi morda najprej profesorja Freliha vprašal, kako recimo on vidi kot pač dolgoletni profesor študentov likovne pedagogike na pedagoški fakulteti njeno to pedagoško prednost. Hvala. Danes sem najbolj vesel, da med nami vidim Jožefa Muhoviča, to je drugače. Začnimo z eno nenavadno trditvijo, da je to, kar se likovne teorije tiče, mogoče
najbolj praktično koristna teoretska knjiga, kar sem do zdaj imel v rokah. Kako je lahko teorija praktično koristna, nam pove prav Mukovič v tej knjigi. Ne? Da bi to pojasnil, bi morda moral osvetliti, kje se poraja pravzaprav ta zadrega odnosa med likovno teorijo in likovno prakso. Namreč proces slikanja je s svojim praktičnim delom skoraj popolnoma prekrije teoretično plat, zato mnogi sumijo, da slikarstvo te teoretične plati morda v resnici sploh nima. Žebutina se je sprašal, kdaj pravzaprav slikar likovno misli, da teoretizira. Je recimo rekel, da včasih preneha slikanjem, da stopi korak 2 nazaj, razmisli, kakšno potezo bo napravil, kakšno barvo bo izbral. Sicer v resnici teoretizira že dosti prej, ko se odloča o tem, kaj bo sploh napravil, ko mora sprejeti prve odločitve in kot pravi Stravinski, kjer ga Mukovič tudi omenja, da je pravzaprav pomembna ena metoda izločanja, ker Stravinski pravi, da največkrat še ne ve, kaj želi, kaj se želi na koncu, ampak precej dobro pa ve, česa si ne želi. To se pravi, da od začetka izloči iz te plave možnih izborov tiste, ki so neustrezni. Študentje seveda teorijo najprej doživijo kot neko oviro neposrednemu, spontanemu likovnemu izražanju, kakor da bi teorijo slikarjem nekdo nalač podstaknil, da bi jim delo otežil in s tem pač dokazujejo eno specifično razumevanje svoje obrti oziroma umetnosti, da je to na področju človekovega delovanja, redko področje človekovega delovanja, ki je priznanje lahko celo škodilo. Škodilo prizadevanjem. No, potem tudi v slovenskem prostoru nismo čisto imuni na taka razmišljanja, se mislimo, da pač teoretiki ne morejo biti dobri praktiki iz preprostega razloga, ker so pač teoretiki. In nas je lahko človek naenkrat samo eno stvar, en poklic upravlja, recimo ne pride na misel, da bi bil Mukovič to, kar je med drugim tudi odličen avtor, slikar, nagrajevan. Zadnja, taka večja, pomembnejša nagrada je bila prva nagrada za grafiko na Majskem salonu 2018, je priredilo Društvo likovnih umetnikov Slovenije. Tako da vidno in nevidno je tak izziv prav za študente na začetku, kjer pravzaprav še ne verjamejo, da je za tem vitezom karkoli še drugega. Čeprav govorimo, so že navajeni govoriti o sliki kot organizmu, pa se kar sprijaznijo s predpostavko, da ima ta organizem samo kožo, zadaj pa nič drugega. Tako da počasi z odkrivanjem, razkrivanjem plasti pridejo do tega, da je za tem videzom še marsikaj. Jaz bi, da ne bom predolg, morda samo omenil, kako je s tem praktično uporabnim vidikom. Namreč študenti v svojih raziskovalnih nalogah, diplomskih, podiplomskih, doktorskih, vedno morajo opisati metodologijo pedagoškega raziskovanja in tam je zelo pogosta metoda formalna analiza likovnega dela. Doslej smo praviloma se držali pri tem v glavnem Rutinove generativne matrice likovnih elementov, ki nekako pokaže, kako se potuje od vidnega k likovnemu prostoru preko vseh stopenj. Druga postaja, ki so pa pravzaprav skupaj z Jožefom sodelovala v pripravi doktorskega študija umetnosti na naši univerzi, se pa dotika pravzaprav tega, poskušali smo ugotoviti, oziroma Jožef je predlagal, da je najbolj podobno avtorskemu delu metoda akcijskega raziskovanja, ki je elegantna v toliko, da lahko sproti v svojem procesu menja cilje, vendar ne čisto proizvoljno, ampak tako, da najprej ugotovi, v kakšnem stanju, v kakšni fazi je likovno delo, potem pa poskuša ugotoviti par
produktivnih alternativ, kam bi se lahko razvilo, in zato, da so te odločitve zanesljive, je zelo dobro natančno vedeti, v kakšnem stanju je likovno delo ta hip. In tukaj pomaga ta formalna analiza likovnega dela z veliko večjo zanesljivostjo kot metode, ki smo jih do zdaj poznali. Ja, torej za področje stroke predstavlja torej knjiga v bistvu prvo nekako delo z področja formalne likovne analize in s tem kot ključno možno referenco, s čemer smo imeli dejansko pri študiju so imeli študenti s iskanjem teh referenc za področje formalne likovne analize pogosto veliko težav. Tako da v tem smislu ta knjiga ta problem nekako rešuje, kot je že leksikon marsikaj na tem področju v zadnjih letih razrešil. Zdaj seveda izraz formalna likovna analiza zelo profesor Mikovič uporabi, mislim, da tako sintagmo težko kategorno, nekako zveni, torej zelo tehnično izraz zveni in nekako ga je potrebno razumeti na ustrezen način. Glede razumevanja formalne likovne analize v strokovni javnosti obstajajo mnoge interpretacije oziroma nesoglasja morda glede tega in v bistvu bi želel nekako opozoriti na rabo termina formalna pri izrazu likovne analize. Tudi profesor Mikovič, ko ta termin opredeli na začetku v teoretskem uvodu, nekako izhaja iz tega, da je v tem smislu ta izraz morda tukaj celo nekako redundanten, ker likovna analiza je že sama po sebi mora biti formalna analiza. Če ni likovna, če ni vezana na formu, ni formalna likovna analiza. No in da bi, ravno zato, da bi poudaril nekako pomembnost tega izraza formalna, da profesor nekako pušča kot predelnik pri poimenovanju te analize. V teoretičnem delu pa v bistvu ves teoretični del, ki predstavlja nekako konceptualne okvire za formalno likovno analizo v smeri v razumevanje forme. Torej, formalna likovna analiza je formalna in ni formalistična. Je torej vezana na formo in ne na formalizem kot umetnostno-zgodovinski slog, trend ali, naprimer, kakšno modernistično umetnostno teorijo, kot se likovno teorijo včasih nekako napačno interpretira. Zdaj, ob tem bi morda malo polemično izpostavil en stavek iz recenzije profesorja dr. Aleša Erjavca, v katerem pravi, sicer zelo lepo in informativno, ampak gre nekako takole, torej se objavljam tudi na naslovnici. Torej, Mikovičeva znanstvena monografija pomembno prispeva k razumevanju in interpretiranju modernistične umetnosti. To sicer drži, ampak ne drži samo to. Zakaj? Zato, ker pri razumevanju koncepta formalne likovne analize ne smemo imeti v mislih kakršnega koli zgodovinskega slogovnega obdobja trenda, ampak moramo imeti v bistvu v mislih njeno univerzalno likovno jezikovno uporabnost, ne glede na zgodovinski slog. Torej, tisto, na kar se formalna likovna analiza osredotoča, je forma likovnega dela in lahko analizira tista likovna dela, ki imajo pomenljivo in nekako interpretacije vredno formo, kot bi lahko temu rekli. Zdaj, v tem kontekstu je pomembno tudi razlikovanje, ki ga profesor Mikovič v večjih svojih drugih zapisih, morda ne toliko eksplicitno v sami tej knjigi izpostavlja, to je razlikovanje med vizualno in likovno umetnostjo. V prvem stavku knjige profesor pravi, da se v svoji knjigi ukvarja z likovno umetnostjo, ne z vizualno umetnostjo, oziroma da so predmet njegovih interpretacij likovne umetnine in ne vizualne umetnine.
in potem nekako v sprotni opombi malenkost nakaže na eno izmed poglavij v knjigi, ki ni del teorije, ampak potem del samega analitičnega primera, kjer poskuša nekako tematizirati ta odnos med vizualnim in likovnim. Ampak se mi zdi, da se profesor morda v tej knjigi polemičnosti tega odnosa nekoliko izogne ravno z tega velika, ker je seveda v knjigi poudarek na sami uporabnosti, recimo, metode, kot je formalna likovna analiza. Zdaj, seveda, o formi, pomembnosti formi kot resnosti, kot je pravil profesor Nikovič, bomo dva sam kakšno besedo rekel, bi pa v tem kontekstu omenil razliko, ki jo tudi naslovi v knjigi, odnos med semantizmom in formalizmom. Torej, to sta dva ekstremna pola v umetnosti, ki uhajata formalni likovni analizi. Zakaj ji uhajata? V semantizmu vrat v formo umetniškega dela ni, ker nima forme. V formalizmu vrata sicer so, ampak skozi ne ni vredno vstopiti, ker ni ničesar za njimi. Kar pomeni, formalna likovna analiza skuša slediti, oziroma je uporabna za interpretacijo, za analizo tiste umetnosti, ki ima formo, pomenljivo formo, oziroma kot pravi v uvodnem citatu, že na naslovnici knjige, v formi obstaja duh, ki kot duh še ni spoznan. Torej, ki je, torej, formo, v kateri je duh, ki ga je vredno spoznati. Tako da bi zdaj morda ravno skozi to nekoliko polemično točko povedal, recimo, besedo samemu profesorju Nikoviču, da bi nekoliko nekaj več povedal o tem svojom razumevanju forme kot umestnosti, ki je temeljna konceptualna predpostavka, v kateri moramo razumeti formalno likovno analizo. Če bi povedal kaj več, kot je v tej debeli knjigi, bi rekel, kaj vse se za tem skriva. To, na kar se jaz ob tem spomnim, je ena izjava, ki je francoski slikar Emile Bernard povedal v enem intervjuju, ko so ga vprašali, kaj je to slikarski poklic. Odgovoril je, slikarski poklic opravlja tisti, ki cel dan gleda. Ki cel dan gleda to, kar je vsem na očeh. To je videz stvari in pojavov. Ampak vsak slikar, ki se to ime zares zasluži, ki se recimo do tega poklica zares prebije, mora za videzom videti več od videza. Za vidni mora videti tudi nevidno. Kolega je prej omenil, da je tole Merleau-Pontijevsko, če tako rečem, zafelšen naslov tele knjige. V resnici je res, ker je Merleau-Ponty s tem, da je eni svojih knjig dal naslov vidno in nevidno, na nek način zasedel tole naslovno sintagmo. Ampak vsebini teh dveh knjig se, kljub temu, da jaz Merleau-Pontyja tudi dvakrat citiram v tej knjigi, tako zelo razlikujete, da sta pravzaprav v celoti neprimerljivi. Misel, ki je name recimo napravila strašno velik vtis, je misel nemškega fizika von Weizsäckerja, ki pravi, izjemno pomembno je vedeti, kaj je bilo rečeno, ko je bilo nekaj povedano. Oziroma, kaj je bilo povedano, ko je bilo nekaj rečeno. Kaj je bilo povedano, ko je bilo nekomu nekaj v prostoru dano doživeti. A je bilo s tem sploh kaj povedano? A lahko to naprej vemo? No, na to misel se izjemno navezuje tudi prva citirana misel v tej knjigi, misel skladatelja Igorja Stravinskega, ki pravi,
Do umetnosti imamo neko dolžnost, namreč, da jo odkrijemo kot ustvarjalci na tak način, da jo ustvarimo, kot gledalci na tak način, da jo spoznamo. Torej, da ne bom preveč govoril, ampak en tipičen primer, kjer se vidi, kako se vidno in nevidno srečujete v slikarskem poklicu, pozna vsakdo, ki je kdajkoli skušal narisati človeško figuro. Ko se lotimo, recimo, risanja figure po modelu, zlahka ugotovimo, da ima ta figura videz, ki je vsem na očeh. Istočasno pa s časom ugotovimo, da ima tudi notranjo konstrukcijo, ki ni vsem na očeh. In prej, ko slej vsakdo odkrije, da če ne bo mogel vzpostaviti zveze med tistim, kar je na figuri vidno in tistim, kar je na njej nevidno, ne bo pravega uspeha. Zato začne vsak risar takrat posebej dobro slediti tistim točkam na figuri, kjer se notranjost najbolj opazno približa zunanjost. Recimo ličnice, nos, brada, recimo tale spoj, prsnice in klavikule, ključnice, potem ramenski obroč, kolčni obroč, kolena, gležnji in tako naprej. Ko recimo identificiramo te točke in jih potem lahko rekonstruiramo v tej povezavi, lahko vzpostavimo odnos med zunanjostjo in notranjostjo v tem primeru. Jaz osebno si predstavljam, da ima vsako umetniško delo, ki ima formo. In jaz mislim, da umetniškega dela, ki nima forme, sploh ni. S kolegom Frejlihom smo enkrat po telefonu pred kratkim razpravljali o tem in smo rekla, da je formalna analiza dobra za vsa dela, ki imajo formo. In da tam tudi prav pride. Torej, kadar imamo opravka z zunanjostjo in notranjostjo, imamo na nek način situacijo, ker moramo najti spoj tega dvojega. In vsako umetniško delo ima, tako kot vsak človeški organizem, svoj zunanji videz in svoj notranji skelet, če zdaj tako rečem. Čeprav ta skelet ni sestavljen iz kosti in nima istih povezav kot skelet človeške figure. No, to, kar se je meni zdelo pri umetniških delih pomembno in kar se navezuje na to eksperimentalno medicino, ki sem jo jaz v zadnjem času intenzivno vršil, je, da je pravzaprav formalna analiza na nek način podobna ultrazvočnemu pregledu, ki ga zdravnik najprej napravi, da bi se v grobem orientiral po tistih podatkih, ki bi mu pomagali, da pride do kakršnekoli diagnoze. Umetniško delo, ki ga odkrivamo, na nek način diagnosticiramo. Zdaj, priročnik, ki ga imamo tukaj, pravzaprav ni avtomatični ultrazvočni aparat, s katerim pač delaš in odkrivaš to, kar tako pričakuješ, ker odkrivaš pravzaprav samo tisto, kar odstopa od pravilnega. V umetniškem delu s tako situacijo pravzaprav nimamo aparata. Ampak vstopiti v umetniško delo pomeni ugotoviti, kje se zunanjost in notranjost medsebojno srečujeta in medsebojno navdušujeta. Tale knjiga pravzaprav ni priročnik take sorte, kot je Njemački brez muke ali pa 10 zanesljivih načinov, kako postanete dober risar. To pomeni, tukaj noter ni receptov iz preprostega razloga,
ker umetnine, in to prav toliko, koliko umetnine so, v resnici niso napravljene po recepturah. Ker v bistvu umetnika ni odkriti recepturo in jo uporabljati. Oprostite, ni uporabljati recept, ampak izumiti recept. No, kadar recepte izumimo, to pomeni, da po recepturah ne pridemo do njih, ker je vsaka umetnina nekaj unikatnega. No, jaz upam, da je ta knjiga vsaj deloma, torej na način, ki je, recimo, razmeroma razumljiv, pokazala, kako se pravzaprav tale ultrazvočne raziskave umetnin da delati. Jaz sem skušal tole izvesti na tako decidiran način, da me lahko bralec sproti tudi kontrolira, me nasprotuje, išče svoje poti in mogoče najde boljše rešitve, kot sem jih jaz tukaj predložil. Se opravičujem, vidite, da tale knjiga bi zahtevala še dodati. Ja. Profesor Vukovič je omenil da se nage skoncuje. Mislim, da se če sem še je pa res, da se na dve misli. Je pa res, da se na dve misli na različnih koncih. Namreč seveda, pač bralca, ki pozna Vukovija, njegov opus, seveda ta naslov knjige takoj asociira na posthumno izdano knjigo Merleau-Ponty, ki isto naslov vidno in nevidno. In kot je profesor jo sam nakazal, da je Merleau-Ponty nekako nesramno zasedal, v resnici ima naslov tako, pomensko širino, torej ta odnos med nečem, kar je skritim za nečem drugim, oziroma kar se odkrije skozi nekaj drugega, se seveda lahko javlja na zelo različne načine in ta odnos se seveda mogoče tematizirati na zelo različne načine. Tako da, kot je profesor sam omenil, torej knjiga za Merleau-Pontyjevo filozofijo nima v resnici nič skupnega v smislu neke skupne filozofske linije, ima pa skupno hermeneutično orientacijo v tem smislu, da skuša tudi profesor Vukovič, kot je poskušal tudi že Merleau-Pontyja, zasledovati ta odnos med pojavi v svetu, ki so nekaj več, kot se nam zdijo na prvi pogled. V tem kontekstu profesor Vukovič Merleau-Pontyja tudi se nam ga sklicuje. Morda bi v odnosu do tega omenil še eno izmed takih zelo nazornih analogij, ki jo je profesor podal že v enem drugem svojem tekstu, da lahko formo, torej tisto, ki je forma kot celota vidnega in nevidnega, oziroma forma kot prizorišče, vidno prizorišče, v katerem se nevidno šele nastaja, jo primerja z elipso, ki ima dve očišče, očišče, žarišče vsebine in žarišče materije. Elipse kot celote, torej forme kot celote, ni brez enega, ne brez drugega, še v oboje hkrati se seveda so izgrajuje in so oblikuje. Torej, namen Merleau-Pontyja v svojem tekstu vidno in nevidno, tudi že gre v fenomenologiji zaznave, je ravno slediti in poudarjati to, da vidno ni tisto, ki skriva nevidno, ampak vidno je tisto, ki naredi vidno, nevidno šele možno, šele skozi vidno se nevidno šele poraja. In v tem smislu moramo tudi nekako formo v umetnosti razumeti na ta način. Torej, forma je tista celota, v kateri nevidna vsebina šele postaja vsebina, šele nastaja kot izraz. Glede na to, da sem z Merleau-Pontyjem nekako
posegu že na področje filozofije. Bi dal na tem mestu besedo profesorju Komelu, da morda razgrne širše humanistične vidike, recimo tega razumevanja oziroma vidikov, ki so izpostavljeni Hvala za besedo. Najprej bomo seveda izraziti zadovoljstvo, da je Nika Vukoviča išla v tej zbirki, ki naj bi nekako prezentirala interdisciplinarno humanistiko v slovenskem prostoru. Interdisciplinarno se sicer tako zelo reklamira, ampak zelo težko pa dejansko pride do realizacij projektov na tem področju, ker je zadeva dokaj zahtevna, zahteva pravzaprav novo konceptualizacijo humanistike. Torej, v zvezi s tem mi je seveda tudi všeč, kar je bilo poudarjeno, da zdaj ta knjiga predstavlja tudi svojevrsten učbenik likovne analize, kjer bi rad poudaril, da zdaj mi malo pozabljamo, kaj sploh učbenik, kaj sploh uk, kaj sploh nauk danes pomeni. Torej, v nam bližnjem jeziku pomeni nauka znanost. In zdaj, če se spomnimo na izvor te besede pri Grkih, pri mathezis, vidimo, da je neposredno povezana z vsebino te knjige, kako likovno gledati fenomene. Beseda mathezis v grščini izvorno pomeni, da ko jaz vas recimo zaznavam tudi približno, koliko vas je. In to si lahko zapomnim, to je lahko učljivo, to se lahko naučim. Zaradi tega je matematika, vse do danes tisto, da se učimo zapomniti v šoli in tako naprej, da za enega tistih težkih predmetov. Kot je bilo pa omenjeno, je zdaj seveda, ko gre za likovno umetnost, je to malo težava in študenti in študentke se temu upirajo. Torej, ne marajo teorije, ne marajo, da jim nekdo soli pamet. Zdaj, zakaj? Verjetno, ker je slikarstvo že samo študija, je že samo način, kako se učimo gledati. Zdaj, če ti nekdo še po glavi, je to verjetno neka tenzija. Zdaj, zadevo lahko gremo naprej, kako se pa učimo gledati. Zdaj, recimo, če vzamemo primer Trnovske cerkve. Lahko se sprehajamo mimo nje, vemo približno, kako izgleda. Lahko gledamo skico arhitekta zelo natančnimi, ki gleda kakšen mestni načrt, uredbe prostora ali kaj podobnega. Potem se spomnimo pa na tisto Jakopovičevo sliko, ki se mi zdi kot kupack, če jo tako. Ko pa se sliki približamo, naenkrat začnemo ugotavljati, da je pravzaprav to način, kako mi to cerkev dejansko vidimo. Ne vidimo je dejansko, kot nam jo nekdo fotografira, kot nam jo nekdo skicira za te in te namene, ampak to percepcijo zajame šele slikar, ki seveda ne nekega objekta zgolj vzeme, ampak sam način, kako se ta objekt nam prikazuje. Zdaj, to je seveda v sodobni filozofiji je nekaj poduka o tem, je dala filozofska smer, ki jo imenujemo fenomenologija, in mislim seveda, da je v tej knjigi veliko prisotne primarne fenomenologije, torej, da se učimo gledati iz tega, da gledamo
enostavno, ne, da ne rabimo nekih teorij. Ne, po drugi strani pa seveda nastopi ta hermeneutični problem, kako interpretirati tisto, kar neposredno vidimo. Ne, in tu je pa zdaj ena določena težava, ker naše predhodne interpretacije, naši nazori, naša ukleščenost v vsakdanji svet nam že narekuje, kako vidimo stvari. Torej, Nietzsche v enem svojih fragmentov pravi, ni moralnih fenomenov, so samo moralne interpretacije fenomenov. Zdaj seveda, tu pridemo na točko pravzaprav manipulacije s stvarnostjo, ki je v veliki meri prisotna v današnji medijski komunikaciji, torej lahko rečemo, da se dogaja pravzaprav izključno na ta manipulativen način. Zdaj, ko smo na področju pa likovne umetnosti, pa seveda temu ni tako, ne? Torej, likovni umetnik, pa nekdo, ki seveda je spremljevalec te umetnosti, ne more takega pogleda imeti. In tu seveda ena določena priložnost, da zdaj ta naslov vidno in nevidno, se mi zdi vendarle na neki točki soočimo z Merleau-Pontyjem. Torej, moramo vzeti tudi v zakup, da Merleau-Pontyjevo delo oziroma spis Oko in duh je bilo zdaj že pred 60 leti prevedeno v slovenski jezik v reviji Perspektive, in je imelo takrat, se mi že tudi precejšnji vpliv in tako naprej. Torej, to je bil en stik že filozofije in umetnosti, ki je bil dragocen. Zdaj, kar zadeva tega istoimenskega dela vidno in nevidno, ki je pred leti išlo tudi pri novi reviji, je pa tako, da seveda ta naslov vidno in nevidno pomeni v osnovi tisto, kar tvori srž Merleau-Pontyjeve teorije percepcije, teorije pogleda in kar je skušal zajeti pod imenom hiazme. Zdaj, kaj je hiazma? Hiazma je grška črka hi. Hi, tisti, ki smo še bili po tiskarnah in podobnih, ko smo tiskali stipkalnih strojev in to, smo to dobro poznali, tiste so označevali kakšno napako in to je bil ta znak, zdaj tega več ni nekaj računalnega. In zdaj, z to hiazmo skuša pravzaprav Merleau-Ponty zajeti, lahko rekli, element pogleda. Torej, da je pogled tak, da se v pogledu zmeraj srečujeta dva pogleda, ki se eden drugega vključujeta in hkrati izključujeta. Torej, pri tem se pravzaprav naslavlja na neke opažanja Paula Valéryja. Paul Valéry pravi v eni od svojih sentenc, da jaz, če hočem misliti, se moram odmakniti od pogleda drugega. Šele to mi daje možnost, da mislim. Torej, to srečevanje pogleda je nekaj, kar tvori, tako bi rekel, neko skladnost, hkrati je pa notri vnošena popolna neskladnost. In tu pridemo zdaj do tega naslova vidno in nevidno, kaj ta naslov označuje. Treba je vzeti, da ti naslovi vidno in nevidno, bit in čas, bit in nič, se javljajo, recimo vsaj znotraj filozofije, šele v 20. stoletju.
verjetno ne boste našli enega filozofskega dela v zgodovini filozofije, ki bo nosil ta naslov, bit in čas, vidno in nevidno, smrt in čas, ima recimo Levinas. Torej zelo je priljubljena ta oblika in. Zdaj problem je, kaj ta in vmes pomeni. Torej, to pomeni eno drugačno obravnavo tistega, kar mi sicer obravnavamo kot neke vrste nasprotja, če ne kontrapozicije, protislovja, recimo moško in žensko, temno in svetlo. In problem tega in je seveda, da pokaže, da čem je možno, da prihajate skupaj. Ne, da bi se spojila, ne da je tu neko sožitje, ampak prihaja pravzaprav zmeraj, pravzaprav lahko tudi do radikalnega razkoraka. Torej, to je hotel Merleau-Ponty, recimo predvsem pri svojih analizah percepcije, recimo telesnega. Da je telo nekaj, kar sicer dobro percepiramo, hkrati je pa nekaj, kar je najbolj oddaljenega od nas. Torej, to je njegov hiazem, percepcije, bi lahko rekli, nasploh. In tu je zdaj priložnost, da na tej podlagi si zastavimo zdaj vprašanje pravzaprav o nečem, kar je bilo že izpostavljeno kot nek ključen vidik te formalne analize umetniškega dela, in to je sama forma. Torej tudi beseda forma oziroma oznaka forma nastopa v dvojici z materijo, vsebino. In tu je zdaj en prostor diskusije, v kakšnem smislu. Torej zdaj Merleau-Ponty bi rekel, torej to ni nekaj, kar je samo v nekem, kako bi rekel, soodnosu kot dvojica, ampak je tu neko prečanje. Je tu neka umestna dejavnost, je to, kar nas izziva. S tem, da seveda je treba zdaj opozoriti še na nekaj, torej pred približno 4 leti smo izdali Heideggerove spise o umetnosti, in Heidegger seveda v spisu o umetniškem delu, v izvoru umetniškega dela, ki je šel istočasno skoraj v perspektivah kot ta Merleau-Pontyjev spis Oko in duh, tam skuša to dvojico forma materija jo pretvoriti, jo premestiti v dvojico zemlja nebo oziroma zemlja svet. Torej, umetniško delo je nekaj, kar se odpira ne formalno, materialno, ampak nekaj, kar tvori pravzaprav dimenzijo svetovnosti. In tistega, kar tvori ne samo podlago, ampak tudi tisto, kar nosi pravzaprav konstrukcijo sveta. In seveda, pred leti smo imeli simpozij na temo forme v postmoderni umetnosti in tam je bilo že zastavljeno to vprašanje, ali je forma seveda nekaj, s čimer ne samo z celotne umetnosti, ampak če gremo konceptualno se približati, ali jo lahko brez rezerve uporabljamo. In druga zadeva, kaj je tisto, kar bi v tem oziru lahko nosilo formo in materijo v tej. Seveda v slovenščini imamo izraze, kot je oblika, lik, ki so lahko zelo pokazani. Torej, verjetno lik pove nekaj drugega od forme, oblika pove nekaj drugega od lika.
In to je seveda še posebej zanimivo, če danes nekako smo navljeni, da namesto likovna umetnost uporabljamo izraz vizualna umetnost, kar je seveda zelo problematično, ker za vizualnost se mi zdi nujno rabiš ekran. Torej, zdaj, če imamo formo, že ne, kaj pa še le zemljo in nebo, je to zrcalna igla, ne, je to špil der Welt, ne, ni to, je to mimezis, ni pa ekran, ne. No, toliko zdaj navržem glede tega problema. Ja, hvala. Zdaj, na to, da je profesor Komelj omenil Heideggerov tekst v zlogu umetniškega dela. Kot zanimivost, kako bi temu rekel, izpostavil v zvezi s tem tekstom eno zadevo, ki se pa dejansko tudi tiče tega na nek način odnosa morda med likovno-teoretskim pristopom, ki je prisoten tukaj v knjigi profesorja Muhoviča, in morda med filozofskim pristopom, recimo kot v umetnosti. Torej, Heidegger poskuša iskati, slediti umetniškega dela v navezavi na Van Gogovo sliko čevljev. Ampak Heidegger vse skozi govori o Van Gogovih čevljih, ne o sliki čevljev, predvsem o Van Gogovih čevljih. Zdaj, problem je seveda v tem, da je Van Gogh naslikal 8 slik čevljev, ne? In slik so si med seboj precej različne. No in to je med drugim že takrat opazil en umetnostni zgodovinar Meyer Schapiro in je nekako Heidegger potem to vrkul pod noge, češ, v kateri sliki pa pravzaprav ti sploh govoriš, se ti zdaj govoriš o umetnosti na primeru čevljev, ne na primeru konkretnega likovnega dela. Torej bi lahko malo tako domušno zdaj pripomnil, če bi imel Heidegger tale priročnik pred sabo, ne bi lahko seveda bolj natančno identificiral krivo sliko in s kakšnim bistvom te slike opravil. Morda zdaj tudi v odnosu profesor Komelj je omenil te različna poimenovanja, ki jih dejansko znotraj likovne teorije nekako natančno ločujemo, recimo razlika oblika lik. Forma je neko likovno sosledje, ki pač zaobsega prehod iz morfološke na kompozicijsko raven v likovnem jeziku. Je tudi recimo pač izrazoslove tukaj v likovni teoriji glede tega recimo zelo egzaktno, ali se recimo, torej tako bi rekel, kot da imamo občutek, da filozofija, da je tudi to malo v zvezi s tem odnosom Merleau-Ponty išče to in med vidnim in nevidnim. Profesor Muhovič ga tukaj v knjigi likovno pokaže. Zdaj seveda na ta način poskušam umetno konflikt vzpostaviti, ampak se mi zdi, da razkriva neko tak pristop, ki je recimo zločilen za ta likovni teoretski pogled. Vidim, da je profesor Friedrich nekaj ima na koncu jezika, Mene je izvalo to izvajanje na simpatičen način glede srečevanja pogledov in mislim, da je ta knjiga pravzaprav zanimiva zaradi tega, ker sreča dva pogleda, to se pravi pogled analitika in pogled slikarja. To se pravi, mi imamo slikarja, ki je svoj pogled recimo naslikal in potem imamo analitika, ki naredi formalno analizo tega likovnega dela. In jaz sem tukaj izbral en stavek iz te knjige na strani 131, ki se mi zdi najstavek te knjige zaradi tega, ker kaže pravzaprav veliko Muhovičevo koražo, da zna staviti pravzaprav likovno teorijo na
v primerjavo, v analizo, pod vprašaj celo, ne, bi rekel na tak, bistven način, kjer pravi, vi ste videli noter, ko ste se gledali knjigo, da so določena likovna dela reproducirana, potem so tam noter narisane neke silnice, pa neke scheme, pa neke mreže, ki poskušajo razložiti, kaj je bistvenega v teh delih, in stavek je pa takle. Ali je umetnik strukturno ogrodje dela zares načrtoval in izrisoval tako, kot je bilo pokazano v analizah? Moj odgovor na znamenito vprašanje je, tega nam preprosto ni treba vedeti. A bo jo že povedal naprej. No, mislim, da je to zelo v redu, ne, zaradi tega, ker na eni strani dopušča, da v likovno delo stvari pridejo na zelo različne načine. To se pravi, z veliko teoretskega, analitičnega, poglobljenega, racionalno motiviranega, podprtega znanja, lahko z veliko občutljivostjo, senzibilnostjo, intuicijo. Se pravi, nič ne predpiše, kako noter te stvari pridejo. Ko jih imamo pred sabo, smo se pa dolžni ukvarjati s tem, kar imamo pred sabo. In to je pravzaprav zanimivo, da imamo veliko krat opravka z teorijami, ki se ukvarjajo z likovnostjo predvsem na tak način, da ugotavljajo, kaj v likovnem delu ni, ne pa to, kaj v likovnem delu je. Tam jaz začutam, bi rekel, neko tendencioznost, ideološkost, kakorkoli bi že temu lahko rekel. Sem zadnji prav enega znamenitega pisca, ne bom povedal koga, morda ga boste prepoznali, ko je v svoji analizi neke slavne debate izpred parih tednov rekel mu je to, ampak lahko bi mu rekel še to in še to in še to. In potem seveda analiziral te svoje dodatke, kot da jih je nekdo resnično izrekel. Če se z likovnim delom tako dela, ga bom prvič zgrešili, drugič pa potvarjali, potem pa zdaj vprašanje, kdo ima kakšen cilj. Veste, kot temu dodam samo tole. Moja osnovna predstava o tem je, da je umetniško delo en objekt, ki ga je, recimo, duhovni objekt drugega človeka, ki je meni tuj, ki je drugačen, ampak vsak od nas ta objekt utakne v ene vrste projekcijski prostor. To pomeni v prostor projektivne geometrije, da si to lažje predstavljamo. Vsak realni objekt omogoča neskončno veliko projekcij. Recimo, ta prva projekcija je projekcija naraven osebnega doživetja. Potem je projekcija naraven ene ideologije, potem je projekcija naraven ene epistemologije, potem je projekcija naraven česarkoli. To pomeni, vsak umetniški objekt lahko povzroča gromozansko veliko projekcij. In čas, v katerem danes mi živimo, Sloterdijk mu pravi, polemično nasršeni čas, o umetniških delih producira predvsem izjemno število projekcij. Tako da na koncu mi pravzaprav ne vemo več, kaj umetniško delo je, oziroma kaj pomeni, ampak vemo samo to, kaj bi moralo pomeniti, če bi sledilo tem projekcijam. No, moja logika je bila tukaj malo zasukana, ker tudi v projektivni geometriji obstaja neskončno število možnih projektov. Ampak vemo, da so tloris, naris in stranski ris na nek način privilegirane projekcije. To, kar je mene zanimalo, je, kaj je v, kako bi rekel, poliperspektivičnem, hermeneutičnem prostoru likovne umetnosti tloris, naris in stranski ris. Se želi seveda na moje. Odzivajte, prosim. Ja, zdaj glede tiste slike Vanduhu Čečelu, to seveda, če gledamo v stališča umetnostne teorije, seveda, ampak treba je vzeti, zdaj čemu kaj delu ta primer služi. Ta primer služi njemu, ker on, recimo, v delu Bitni čas, 10 let, normalno, kar je nastajalo,
čevlje vzame samo kot nekaj, kar mi rabimo v vsakdanjem življenju. In skuša zdaj dobiti razliko z estetizacijo, z ulikovljenostjo. To se pravi, da to postane zdaj predmet umetniške prezentacije. O tem v bitnem času nimamo nič. In to skuša pokazati, pravzaprav, da umetniško delo na drugačen način odpira problem resnice. Torej, da izkorišča in seveda, da mi se temu ne moremo približati na enak način, kot v vsakdanjem življenju. Zdaj tisto bistveno, kar iz tega sledi, je vprašanje v samem tem spisu, kako je umetniško delo lahko stvar. Torej, tu je bilo zdaj omenjeno umetniško delo za objekt. Ali lahko? Torej, problem je verjetno, da ga niti kot stvar, oziroma Heidegger mora v tem delu, o izvoru umetniškega dela, celotno koncepcijo stvari iz biti in časa spremeniti, da pride do koncepcije stvari, kjer se srečujejo te dve dimenziji zemlje in neba. Torej, da pride v srž umetniškega dela. Zdaj samo eno, torej zdaj imamo te seveda formulacije, forma, objekt. Torej, te formulacije imajo eno težo, ki zdaj, če se opremo ravno na to, da se z likovnostjo najbolj srečujemo takrat, ko smo v tem, da oblikujemo pogled. Je zdaj vprašanje, če izrazi kot so forma, objekt, zajamejo prisotnost samo tistega, kar ocenjujemo kot umetnost, oziroma kar ima umetniško kvaliteto. Torej, umetniška kvaliteta verjetno se ne more zgolj pritakniti na formo, kot forma na objekt. Zdaj ne vem, to je, se mi zdi, eno vprašanje, recimo, ki potem... Jaz bi rekel, da je to eno nadstropje više, a ne? Glede na to, da je likovna umetnost prostorska umetnost, imajo njeni objekti najprej prostorske karakteristike. Seveda pa prostorske karakteristike same na sebi so samo osnova za umetniško kvaliteto, ne pa tudi umetniška kvaliteta sama. Tako da jaz pravim, Heidegger ima prav, ampak to je vprašanje umetniške kvalitete. Tukaj je pa vprašanje umetniške infrastrukture, če da hotel rečem. Recimo, Kipar oblikuje kip, Michelangelo Davida, to počne v določenem prostoru. Kamen je tam v okolici Firenc, ga nasekal, da prinesel tja. Ampak, ko se zdaj ta kip oblikuje, ta prostor, težko rečem zdaj, da je v prostoru, ker oblikuje sam neko prostorskost, neko duhovnost, duhovni prostor, ki ga zunaj tega praktično ni. Torej, Firenc, grobo rečeno, Firenc bi ne bilo brez Davida. Kako je možno, da umetniško delo to doseže? To mislim, da z projekcije bi lahko se to približati. Nedvomno. Jaz mislim, da je tale odnos, kakorkoli se že to plakativno sliši, infrastruktura pa tale duhovna nadgradnja, to, kar jaz v tej knjigi zagovarjam, je, da to dvoje ni brez zveze med seboj, čeprav ni eno in isto. To pomeni, fizični prostor likovne umetnine ni istočasno duhovni prostor, ampak brez kamna Michelangelovega Davida ne bi bilo, recimo, metafore novoveškega človeka, ki ga David v resnici bolj predstavlja, kot pa recimo eno ilustracijo biblijskega teksta.
In ko ti praviš, recimo, da bi brez Davida ne bilo Firenc, po moje ravno obratno tudi velja. Brez Firenc tudi ne bi bilo Davida. Ker recimo Firence so na nek način povedale, da se srednjeveški človek bistveno razlikuje od tega novoveškega. In da je tale David na nek način David, ki je postavljen nasproti Goljatu, ki mu pravimo Kozmos. Ne pa nekdo, recimo, ki je za 3 glave večji od vseh drugih in ima neskončno težko bojno opremo. A ne? Ker jaz mislim, da je v Davidu rojen pravzaprav novoveški duhovni prostor, duhovni prostor novoveškega človeka. To se pa na nek način sklada pravzaprav s to Heideggerovo situacijo. Ja, tudi s tem prešitjem, jazmom, da je bilo pontira. Ja, tudi to prihaja. Tudi to. Ja, tako, torej umetniške forme, vidne, torej ni, če ni vidnega in nevidnega v nekem sozvočju. To je ravno tudi pri Merleau-Pontyju, torej, ki pravi, nevidno ni zaradi vidnega manj vidno, skrito, ampak ravno zaradi vidnega postaja, prihaja v prisotnost, torej nastaja. Nekako podobno je tudi v umetniški... To na ekranu ni možno. To je treba reči, bi rekel, ne je obrambo zgolj. To je res, recimo na ekranu. Gre za pravzaprav veliko stvar, kaj bo z nami. Da mi bomo videli to zelo, veliko brez projekta. Ker vidiš, na ekranu je tudi infrastruktura simulirana. Tudi infrastruktura ni več realna. In imamo simulacijo simulacije. Mogoče to dobro različi, recimo, tale razlika med označevalno prakso Ferdinanda de Saussure, ki povezuje med seboj označevalec kot nekaj materialnega in označenec kot nekaj duhovnega. Ampak pri de Saussure je vedno tako, ko je to duhovno odkrito, postane fizično popolnoma nepomembno. Ko jaz pridem do pomena, me ne zanima več tisto, kar piše. Ampak Aristotel ima pa en drug ekumenizem, materije in forme. Ko jaz formo odkrijem, materija ne odpade. Zdaj, umetnosti se mi zdi, da se bolj v tem aristotelovskem smislu gibljajo, kot zgolj v tem, kako bi rekel, semantičnem, desausirovskem smislu, ker za de Saussure je ena od glavnih zadev poljubnost odnosa med označencem in označevalcem. Torej, arbitrarnost tega odnosa. Zato pa lahko, recimo, v različnih jezikih isti zadevi rečemo s popolnoma drugačno kombinacijo glasov. Da veš, tako kot de Saussure nekje v kursu pravi takole, joj, tile furlani so pa res čudni. Tisto, čemu vsak pametni človek pravi pferd, imenujejo kabalo. Ja, profesor Mihovič je zdaj izpostavil en vidik, ki ga naslavlja tudi Abraham Novskega, sicer profesor Mihovič večkrat omenja, odnos med tako imenovano semantično in estetsko informacijo, ki je v različnih objektih delovanja človeka različen. Abrahamov zdaj za primerjavo, torej, ali pa je taka recimo primera, torej, ko poslušamo informacijo o poročilih ali o beremo v časopisu, nas zanima samo toliko časa, koliko časa je ne razumemo oziroma je ne zvemo. Potem lahko časopis vržemo stran. Zdaj pri umetnosti, pri formi, je ravno obratno. Večkrat, ko se z njo soočimo, vedno znova nas vse bolj lahko navdušuje. In to je tudi, recimo, neka razlika, ki se danes kaže v umetnosti
morda kot razlika med vizualno in likovno umetnostjo, to je pač stvar interpretacije, ne? Ampak seveda, ko vse zvemo o Dušanovi fontani, nas Dušanova fontana ne zanima več, ne? Ko gremo v živo pogledati Rembrandtovega izgledanega scena, pa ga ne vržemo stran. Vržemo stran, da bomo šli še verjetno še enkrat. Še en pomemben vidik je, očitno so filozofska dela na nek način mnogo bliže umetniškim delom. Ker jaz sem se vmes spraševal, kdaj lahko vržemo stran Heideggerov tekst, ker smo ga popolnoma razumeli. A ga lahko recimo danes vržemo stran? Ne, Platona, ne? Pa Platona, ja. Zdaj imamo recimo razstavo ikon, ne, ki je Ja, teorije in Platon je nekako, torej to je velika tema. Zgleda, da so filozofska dela bližje umetniškim delom, da imajo tudi sama eno analogno strukturo. To pomeni, da je način ubesedovanja tako pomemben, da mu pravzaprav nikoli ne pridemo definitivno na konec. Ker če bi to bilo, recimo bi, kako bi rekel, bil filozofski prostor razmeroma plakativen. A ne? No, eden najstarejših rekov filozofije, Ja. Heraklitu je skrita harmonija je silnejša od razkritega. Točno to. Torej, že če beremo točnega filozofi, smo seveda v tem soodnosu. Jaz bi rekel takole, tako v filozofiji kot v umetnosti. Zame absolutno ni nobenega načelnega strahu pred popolno razkritostjo. Do tega ne pridemo. Tudi tale knjiga nikamor ne pride v tem smislu. Tudi vsi tile primere, ki so tam noter navedeni, so samo, kako bi rekel, par korakov v smeri absolutne razkritosti. Jaz mislim, da so stvari absolutno nerazkrite. Da jih pa mi vsakokrat lahko napravimo za svoje potrebe malo bolj razkrite. Tudi ta izraz grški za materijo hile, to je soroden z našim izrazom les. Ne, in ko navaja pač Aristotel primere, kako je posekan drevo, pa potem nabil bana, pa to ni kar tako, ne. Torej, ampak gost kot tisto temno, ne, ki seveda ves čas nekje ostaja, ne. Torej, to je ena beseda, s katero druga beseda je pa Platonova hora, ne, ki je sploh pa materija kot tisto nedoločno, ampak tudi tisto, kar brez česar, ne, tisto, torej Platon pravi, to je to, kar sprejema vse bivanje. To je to. Roditeljica pravi, ne, hora kot rekel neomejeno, ne, in to je, prevaja se kot prostor, kot materija, ne, torej Derrida je en spis tega, posvetil, ne. Torej, profesor Lukovič je na začetku omenil, da je postave, ki ga je nekako navdihoval torej, pomembno je razumeti, kaj je bilo povedano, kaj je bilo nekaj izrečeno. Zdaj glede na to, da niste tukaj publiko, glede na to, da imamo avtorje knjige, povabim si poslušalce, preverijo pri samem avtorju, kaj je bilo povedanega, kar je bilo izrečenega v knjigi. Lahko preverite, kaj je bilo zares povedano, kar je bilo nekaj izrečeno. Povabim, če je kakšno vprašanje. Misel. Jaz bom kot stari Grk primaknil svoj lovček, o starih Grkih pa njihovi znanosti, umetnosti in vsem. Profesor Lukovič, ali je sploh kakšna stvar, ki je niso že stari Grki odkrili? No, recimo, profesor Dejan je delno načel to slikanje,
ko so stari Grki rekli za Sokrat, ojda hodi v den ojda. Vem, da nič ne vem. A se da še kaj globlje razkriti? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je komaj kakšna zadeva, ki je stare Grki niso vprašali. Tako je. Ker velika zadeva je vprašati nekaj. Milijon ljudi lahko potem odgovarja. In teh odgovorov je gromozansko veliko, odgovore se razlikujejo, ampak filozofija in umetnost sta pa, po mojem mnenju, na tisti ravni, da predvsem sprašujete. Da dajete, torej ti si prej rekel, ko Grk zgradi ladjo, vidi za tem temni gost, iz katerega ta ladja prehaja in pluje recimo v to temino, ki je na nek način preslikava te temine gozda v eno prihodnost. Meni se zdi, da ima umetnost pravzaprav tako vlogo, da seže dlje, kot lahko mi v danem trenutku vidimo. In tudi filozof se mi zdi, včasih seže dlje od tega, kar mi lahko v danem trenutku razberemo. Zato, recimo, časopisne tekste mi mečemo drug dan stran. Mi smo vse prebrali. Recimo, kaj se časopisnih vesti ni potrebno zdaj študirati leta in leta, da bi ugotovil, recimo, kaj je Marjan Šarec včeraj povedal. To razmeroma hitro vidimo. Ampak Platonov tekst, Heideggerov tekst, si pa mi nikoli ne upamo stran vršiti, ker nikoli nismo gotovi, da tam noter ni še kaj, ker mi še ne poznamo. Vsaka umetnina, ki je tukaj noter analizirana, ima tole temino enega semantičnega gozda daleč naprej. Zato jaz pravim tukaj, formalna likovna analiza je propedeutična disciplina. Pripravljalna je nabiralka relevantnih podatkov. Ker vidite, ni problem interpretacije. Vsak lahko naredi svojo interpretacijo, ki se ji preprosto reče mnenje. Ampak iz ene faktične situacije je potrebno nabrati podatke. Vsi podatki pa niso enako relevantni. Zdaj, formalna analiza ima samo to nalogo, da bi pred interpretacijo nabrali tiste podatke, ki so relevantnejši od drugih, ker vsaka situacija ima milijardo podatkov. Ampak, kot sem prej rekel, v projekcijskem prostoru tloris, naris in stranski ris niso istovrstni potencijali podatkov, kot recimo drugi tipi projekcij. Nabrati ta prave podatke pomeni pripraviti si boljšo bazo za interpretacijo. Ker recimo na tole se deloma navezuje tudi to vprašanje, da ima vsak svojo resnico. Ne, resnica je ena, vsak pa ima lahko svoje mnenje. Zdaj, normalno je, da kadar ima nekdo razloge za to, da svoje mnenje izraža za resnico, je to, recimo, družbeno in politično motivirano, ker lahko svoje mnenje zaradi enih določenih situacij ali pa okoliščin v danem trenutku razglasi za resnico, medtem ko vse drugo ostane mnenje. Torej, ni problem formalne analize v tem, da bi regulirala interpretacijo. Interpretacijo mora narediti vsakdo sam. Formalna analiza ima po mojem mnenju to nalogo, da tistemu, ki interpretira, naredi popis relevantnih podatkov. Vam bom povedal eno zgodbo, ki jo študentom tudi večkrat povem. Moj srednješolski profesor fizike, ki je pred kratkim umrl, nam je dal eno dobro lekcijo. V 4. letniku smo imeli astronomijo in kar naenkrat se je sredi ure spomnil, da bomo pisali kontrolno nalogo. Takrat to za nas ni bilo prav nič prijetno,
tudi nismo pričakovali in je rekel, no, naloga je takšna. Pa smo pa mi imeli tako navado, da smo najprej iz naloge izpisali podatke. On nam je pri tem pomagal tako, da smo jih izpisali 25. Imeli smo časa 15 minut, da rešimo to nalogo. Nihče od nas v razredu je ni rešil. Nalogo je bilo pa mogoče tako rešiti, da bi v formulo, ki smo jo izpeljali isto uro, vstavili prvi od 25 podatkov. V resnici je bilo tako. Preprosto smo imeli preveč podatkov, da bi kdo to nalogo razrešil. Ja. In vidite, tudi pri formalni analizi je tako. Če si narediš preveč podatkov, ki imajo manjšo relevanco, narediš kakšno komplicirano interpretacijo in spregledaš recimo tisto, ki bi jo lahko napravil bolj racionalno. To pomeni, formalna likovna analiza nima več kompetenc, kot jih ima. Ima propedeutične kompetence. Ker meni osebno se zdi, da je delati v umetniških delih individualne interpretacije eden največjih človeških doživljajskih užitkov. Zdaj, če človeku nekdo s tem, da mu naredi zanga interpretacijo, ga po moje oropa užitka. Igor Stravinski pravi v svoji glasbeni poetiki takole, pravi, če bi mi nekdo moje delo že izgotovljeno postavil na mizo, bi me s tem oropal za enega največjih ustvarjalnih užitkov. To je, da ga odkrijem. Jaz bi tu lahko nekaj dodal, ker se mi zdi za to razpravo primerno. Umberto Eco je enkrat tako lepo rekel, da za to, da umetnost ima pogoje bivanja, rabiš dva. Nekoga, ki nekaj naredi in drugega, ki to verjame. In potem, da primer prav Rdeče kapice in jo razložim, pravi, in potem pride volk in reče, pa se v publiki takoj nekdo oglasi, pravi, se volkovi, ja ne govorijo, ne, kaj volk reče, ne. Pravi, ja, no in vidite, tako je zdravemu razumu preprečen dostop do umetnosti. Ja, torej, formalna likovna analiza nas v bistvu uči gledati in lahko potem sami videti. In kot je profesor zelo lepo izpostavil, to je tudi izmed mojih misli, v branju te knjige, je to, da je v bistvu užitek v interpretaciji lahko ravno tako pomemben kot užitek v ustvarjanju. In seveda, če ponudimo interpretacijo na pladnju, ravno to vzamemo. Ampak je, če dodam, danes smo eni nevarnosti. Zato, da umetniških del samih ne jemljamo kot interpretacije. To je bil, med drugim, jaz sem bil prvotno študent primerjalnih književnosti. Ti poznate, recimo to, ne. Ampak potem, ko sem ugotovil, da jaz pozem to, da ta študij končam. Ne, da preberem eno umetniško del, ampak samo interpretacije. Sem se zgrozil. Moram malo menjati, ne poklicanost, ta zadeva ne bo šla, ne. Ampak danes se moramo posebej prekličati. Jaz mislim, da je to ena velika težava. Recimo, ker je bila omenjena ta razlika z Grki, ne. Torej, prezentacija umetnosti je bila drugačna. Grki niso poznali muzeja še, ne. Helenizmu, pa tudi v helenizmu je to nekaj, kar je od njih, ker se dela, laboratorij. Ne pa nekaj, kar gremo použivati, kar gremo. In to je zelo ena velika
nevarnost, da bi zamenjali ta interpretativni, da si imel prej pravzaprav možnost, tako rekočne skončne interpretacije, in da nudi samo umetniško delo, da se lahko učimo od njega. To se mi zdi, da je nekaj, kar je zelo težko danes unesti v pogon, sicer špil, ki se pne, seveda se vsebe tudi finančnimi. Verjetno ravno zaradi tega, ker je včasih recimo tisto, kar se nam danes servira kot umetniško delo. V resnici samo ilustracija kakšne filozofske teze. Ponazoritev nečesa. Tisto, kar danes imenujemo, kako bi rekel, na našem področju, vizualna umetnost, ima pravzaprav vedno svoje izhodišče v konceptu, kot pravijo. Koncept je izposojen... Pa še recept. No, to je še slabše, ker recimo koncept je izposojen do recepta. A ne? No, situacija je že taka, ne, v tem pluralizmu in razširjenem polju umetniškem, da če forma ne zdrži, se uvedemo alegoričnega interpreta oziroma razlagalca, mislica, ki potem oživlja tisto stvar, ki ima ali ima šibko formo, ali ima kompleksne forme, ali konc koncev se predstavlja kot umetnina. In stvar je živa, dokler jo zagovarjamo, dokler jo z besedami oživljamo. Ko utihnemo, nima teh lastnosti, da bi sama naprej živela. In dejansko takih pristopov je zelo veliko. Jaz zdaj nisem tukaj rekel zgolj kritično razpoložen. Meni te stvari pravzaprav v resnici zanimajo. Sem tudi študenti letos napravil na podiplomskem študiju en tak preizkus, da so vzeli nekaj, kar smo gradili do 4. letnika kot likovno formo, sem rekel, tisto, kar je najbolj uspešno vzamemo in priključimo eno metodo, ki jo uporablja tako imenovano razširjeno polje, da stvar aktualizirajo, tematizirajo, sociologizirajo, karkoli se jim je že pač zdelo. No in je bilo zanimivo razmere. Na koncih je bilo ene pol zadovoljnih s tem, kar so počeli, ene pol jih je bilo pa zadovoljnih z razmišljanji, ki so se ob tem sprožila, z izdelki pa ne. In so rekli, to je že v redu, to je zanimivo, to so zanimive metode razpravljanja, primerjanja, prespraševanja, ali kako se že temu reče moderno. Vendar mi bi pa še zmeraj radi delali, recimo temu, ta pravo grafiko. Samo s tem trčimo na en zelo hud vidik. Potem razprava o formi gre na neko Hebljovo formulacijo, da je z umetnostjo konec. Namreč konec, koliko lahko formalno še predstavlja resnico. To je zelo huda, ker zdaj, če ne, da se soočamo pa s tem, da umetniško delo ne dosega forme, ki bi narekovali. Kot smo rekli, da David ustvari Filip oziroma. Potem smo tu veli zagati, ne? Absolutno. Ampak jaz mislim, da je to bilo možno zgolj skozi doživetje izkušnje pripeljati do tega, ne? Na taki nazorni ravni. O tej zgodbi je pa Hockney v svoji zadnji razstavi povedal pomajeno zelo duhovito pa resnično stvar, ne? Očitali so njegovim pokrajinom, to pokrajina pa že ni tema današnjega časa, da je to zastarelo, da je to 19. stoletje, kdo se še s tem ukvarja, to ni zanimivo, to nima nič novega povedati. In je rekel, prav imajo, kar pogledajo nekakšne slikajo. Zdaj, recimo, tudi če trenutno pravzaprav umetnost ne premore forme, ki bi bila, recimo, na nek način izraz, kako bi rekel, te, narekovajo ročeno, obče človeške globine. To ne pomeni, da bo vedno tako. Sej, recimo, zgodovina pozna sinusovide navzgor in tudi seveda spuste navzdol. Peter Sloterdijk pravi takole, če se enkrat v zenitu
potem je edina pot, da prideš naprej, tako da se spustiš navzdol. In jaz mislim, da mi zdaj to pot tečemo. Ampak tečemo je lahko tudi tako, da se bo enkrat tale zadeva obrnila navzgor. Mogoče, ko se bomo recimo prezasitili z interpretacijo, s trivialnostmi, s tem, da pravzaprav vidimo umetnost v popolnoma vsem, potem pa verjetno konec s koncem umetnosti. Konec koncev. Ja, to tezo o koncu umetnosti ne razvija potem dodatkov v to, ki pravi, da pač umetnost doseže konec takrat, ko postane filozofija. To pomeni, ko izgubi svojo navdušujočo formo in postane samo v bistvu diskurs, interpretacija. Tako da ni to v prid filozofiji, ta teza. Seveda, ampak še slabše tale teza, ker umetnost nikoli ne more postati dobra filozofija. Lahko postane filozofija tam kakšna propedeutična filozofija, ampak ki recimo kaj se do kakšne Heideggerovske, Platonovske, še grozno veliko manjka. Preprosto nima potencijala, da bi postala velika filozofija. In den pa tukaj se mi zdi, da ima ogromno poenostavitev, a ne tako, kot je ena druga, tako da če daš barve in platno opravljeni stroj, imaš statistično možnost, da pride ven recimo Rembrandtova Nočna straža. Jaz mu priznam, da ima prav statistično ta možnost je dopuščena, ampak jaz mislim, da je nihče od nas ne bo dočakal. Jaz sem drugi večji optimist, Ja. ker vsi spoštovani gospodje univerze lotivate se samo racionalizma. Čistnet se pa misli, da ni čustvo. Pri umetnosti zame je bistveno čustvo. Filozofi ne radi govorite o čustvi. Ja. No, vse ni bilo čisto tako. Jaz mislim, da ravno, ko smo govorili o srečevanju pogledov, to pomeni točno čustven odziv na to, zakaj. Ker smo mi pač pozabili, da stvari gledajo. Mi smo to prezrli in to je padlo v pozabo. To je padlo v pozabo, hkrati, ko se je odprlo vprašanje lepote novoveškega človeka, je padlo v pozabo pogled v celoto sveta, da se pravi pogled, to, da se naši pogledi kar naprej križajo s stvarmi, s tistim, s čemer nas nagovarja drugo. Tako da to ne more biti drugače kot čustveno. Tudi čustveno, govorim. Jaz sem hodil samo eksplicitno povedati, da moramo o čustvi govoriti. In jih analizirati. Tudi čustva so plastni fenomen. Čustva imajo več plasti, recimo efekte. Čustva običajne pomenu besede, pa intelektualne čustva. Zdaj, afekti v umetnosti nastopajo zelo hitro. Običajna čustva pri gledalcih tudi. Ampak tale višja intelektualna čustva njim je pa potrebno pripraviti, kako bi rekel, dobro kulturo, da se lahko razraste. A ne? Zdaj, običajna čustva, kot jih mi čustvujemo v vsakdanjem življenju, je relativno zlahka vzbuditi. Recimo, sentimentalni vidiki v umetnosti jih nagovorijo do te mere, da je to kar preveč včasih. Ampak jaz mislim, da sentimentalnost je za umetnost prenizek nivo. Da je treba čez iti in da ponavadi
v pravi umetnosti tako tudi je. Ampak da do teh čustev ne pridemo na začetku, ampak na koncu. To se mi zdi moj problem. No, meni se zdelo, to imaš v tekstu, da pravzaprav likovni ustvarjalec ni mojster v čustvovanju, ampak mojster v tem, da oblikuje barvo in obliko tako, da evocirajo čustva. Ja, to bo ja, sem na to pristavljam. Jaz bi nekaj vprašal. Kot glasbenik opazujem z ušesom več kot z očmi. In se mi tukaj pojavlja vprašanje, ker tudi v glasbi se izgublja forma zelo, ali pa je čisto holistična forma, ki je tukaj, a se človek izgublja čuječnost z vedno več invalidskimi pripomočki, tehnološki napredek. Tehnološki napredek pogosto postaja ni množstvo artiklov, s katerimi delamo, kot v starih časih kiparje, ki dobesedno toliko mogoče Michelangelo komu naročil, da mu 2 cm odtoči, ampak če mislim, mogoče... On ni dovolj, da bi to zapravil. Kakoli sem nekaj. Nekaj delajo to. Danes me pa zanima ta, kot so preomenili čustva, ta standard sindrom, ki se zgodi pred kakim umetniškim delom, da človek okameni, da ga čuječnost celotna prevzame, ne samo oči, ne samo sluh, ampak je v stiku z nečem, ne vem, če je indoktriniran v to, ali se to zgodi čisto srečanje prisotnosti nečesa, ta soočanje s tem. Kjer smo pa prej ekran omenjali, se mi zdi, da je samo indoktrinacija, da sploh ni možne te oblike izražanja, ki ne bi zadaj vodil k temu, da je povezan vsak element tehnologije med sabo in ki ve, kaj naj bi mi vedeli. Tukaj se zgubi ta vem, da nič ne vem, ker vem, imam Google, kako ne vem. Sokrat ne imel Google, mogoče se tukaj hecam, ta čuječnost, ki je tukaj prisotna med tem nebo in zemljo, vidno, nevidno, ki je mogoče več kot samo oči, ki se nekje zgodi. Zdaj ne vem, da sem šel naprej več širok. Torej, to opozarja že Platon, pravi izum pisave. Ta ne bi pomagal nam, da tisto, kar pozabimo, si lahko zapišemo. Pravi, s tem bo pozaba šele zavladala. In to je res, torej, ko smo prej sem pozabil Anaximandra citirati, ko pravi, obsiston adelum ta fenomena, obraz nevidnega so fenomena. Da ta obraz, ki ga primerjamo z ekranom, ne more biti obraz nevidnega. To je ta težava, ki je krucialna danes, ki mislim, da bi se morali zavedati, ker to je nekaj, kar je verjetno povezano s človeškim bitjem, z možnostjo, da misli in čustvuje. Tako. Zdaj se mi pa lepo, da je kolega uporabil besedo čuječnost. Tako redko je dan slišim. Mi hitro govorimo o pozornosti in to gre spet, mislimo, da s tem bolj zadenemo ta vidno plat naše življenje, ampak čuječnost je pa prav ta zbranost, ki jo najbrž tudi misli vsa fenomenologija in Heidegger posebej. Čuječnost, zakaj ne? V tej besedi slišimo in čustvo in čutenje in tudi nekaj, kar nas postavlja v vlogo, zdaj ne bom rekel vrtnarjev biti, ampak čuvarjev, ne? Torej, kaj govori ta beseda čuječnost, ki se ga daleč vidi do evropske koren? Vidite, še en vidik je tukaj. Jaz ne mislim, da je ekranska slika nekaj nepotrebnega, nekaj, kar nam ne koristi v današnjem času. Ampak problem ekranske slike je po moje o tem, da jo mi uporabljamo za stvari, za katere je ne moremo uporabljati. Poglejte, vsak moški ve,
da bi bilo odlično poročiti ekransko žensko. Jo ugasneš, kadar je to potrebno, predelaš absolutno nič, ne obremenjuje, kadar nočeš, jo prškeš, kadar jo hočeš, je na primerni distanci, a ne? Ampak jaz nobenega moškega ne poznam, ki ne bi hrepenel za neekransko žensko. Vsi jih lovijo. Se zdi problem teh umestnikov tako, da je njihova narava dvojna. Umestnik nam omogoča, da se povežemo z oddaljenimi stvarmi, hkrati pa stoji vmes med nami in to stvari. Ja, to je prav, da se težko teh stvari zares dotaknemo. Sprav, da nam dajejo iluzijo, da je naš akcijski radij večji, v bistvu nas pa zapirajo zelo jasno. Se v bistvu delnica samo vračamo programe na televiziji, ljudje pa ne sledimo in oddaji. Ker je pa slika tudi umestnike verjetno, umestnik druge narave, drugačne narave. Drugačne narave, ja. Zdaj, recimo, tudi vsak od nas je pravzaprav stališče drugega človeka ene vrste umestnik. Ampak to ni ekranski umestnik. Recimo, kolega Frejlich mi je enkrat povedal en citat, ki ga jaz prej nisem vedel, mislim, da je Ingmar Bergman rekel, da za vsakim objektivom mora stati subjektiv. Če tega subjektiva ni, potem noben objektiv nič ne naredi. Verjetno je tudi pri ekranski sliki tako. Če je za ekransko sliko dober subjektiv, je možno tudi za ekransko sliko kaj narediti. Ne pa takrat, kadar tega subjektiva ni. To je recimo Leonardo v traktatu lepo pojasnil, so poznali že tudi mehanske pripomočke za približevanje realističnemu risanju in pravi, to niso pripomočke, ki bi naredili umetnika, ampak so pripomočki, da tistemu, ki zna, prihranijo veliko dragocenega časa. Tako, ker danes imamo veliko te projekcijske umetnosti, ko pač poenostavimo zapleteno znanje, anatomije, portreta na ta način, da naredimo projekcijo in potem. Ampak to se tem izdelkom pozna, ne, kjer se vidno in nevidno ne srečata tam, na tistih delih, kjer si ti jih omenjajo, telesnih, kjer je, to je bil je omenjen čas, bila je omenjena koristnost ekranov in moj ekran meni govori, da je kar nekaj časa že minilo. Tako da mislim, da lahko čas zaključno. Jaz se seveda zahvaljujem občinstvu, zahvaljujem se vsem udeležencem razprave, predvsem profesoru Juhoviču, da se je uspel današnje okrogle mize udeležiti. Bila je omenjena človečnost in da je to najbolj primeren sklep. Formalna likovna analiza v bistvu na nek način omogoča vzpostaviti človečnost v likovni interpretaciji. Tako da profesorjeva knjiga kaže zgled, kako naj to doseže.